Današnjo avtomobilnost smo vam v celoti pripravili v Ženevi. Tako smo bili prisotni, ko so premierno pokazali 208-ico, Clia, Kamika, Alfino presenečenje, elektroaudije, Seata z izmenljivimi baterijami, T-Rocka s slovenskim izpuhom, govorili pa smo z Robertom Lešnikom in še je v tej salonski oddaji. Pozdravljeni avtomobilnosti. Začetek marca je in že po tradiciji smo mi kje drugje kot na poti na avtomobilski salon v Ženevi. Ta že od leta 1905 kaže avtomobilistične novosti in tokrat je nekaj zelo zanimivih tudi za slovenski trg. Letošnji avtomobilski salon v Ženevi bo še posebej zanimiv prav iz avtomobilskega, našega slovenskega zornega kota. Prihajajo v letošnjem letu 3 zanimivi avtomobili. Renault Clio, Peugeot 208 in tudi Golf. Ja, tega zadnjega bojda v Ženevi še ne bomo videli, v bistvu pa ne vemo pravzaprav, kaj v Ženevi lahko pričakujemo, razen seveda tistih že uradno napovedanih novosti. Kot vidite, oddajo snemamo ravno nekje pred švicarsko mejo, oziroma začeli smo snemati in naslednji kader bo že na sejmišču. In prva ženevska novost je Peugeot 208. 3 stvari, ki bi jih pri avtomobilnosti izpostavili, je zagotovo atraktiven izgled. Dve liniji ga delata atraktivnega, dinamičnega, sta pa tudi trn v peti vsem tistim, ki morajo za to poskrbeti, produkcijsko in proizvodnjo. Zanimive so tudi igre luči, o katerih bomo v Ženevi še kar nekaj govorili. To je stvar, ki v avtomobilski industriji daje dober izgled. Druga zadeva pa je, da ni samo na izgled lepši, tudi konstrukcijsko je izboljšan in na ta račun so pri Peugeotu prihranili kar 30 kg. Tretja stvar, če pogledamo notranjost, je seveda noter iCockpit, tokrat v 3D različici. iCockpit smo pri avtomobilnosti že hvalili in kar pogledajte, kako zdaj v prihodnosti izgleda ta voznikov delovni prostor. No, četrta bonus stvar, ki bi jo pri naši oddaji izpostavili, pa je, da bo zagotovo uspešnica tudi zaradi tega, ker bo na voljo v 3 različicah, bencinski, dizelski in električni. Že v tem avtomobilu serijsko bo ogromno asistenčnih sistemov. Načeloma ti sistemi pripadajo avtomobilom višjega razreda, vsaj 50% vse te opreme serijske, plus tega, da prihajajo vsi 3 agregati, bencin, dizel pa 100% električen avto. In kar je zelo dobro je, da prihaja avtomatski menjalnik v ponudbi v vseh 3 modelih. Avtomatski menjalnik, je to nekaj, kar smo Slovenci tudi v mestnih avtomobilih, se pravi v manjših avtomobilih, že vzeli za svojega? Ne še, ampak pri večjih avtomobilih imamo mi pri Peugeotu zelo dober rezultat. Ljudje, kupci veliko povprašujejo po teh menjalnikih in verjamemo, da se bo to tudi preselilo v te manjše avtomobile, ko svet gre naprej, mi z njim. Kdaj lahko pričakujemo Peugeot 208 na slovenskih cestah? Konec septembra, začetek oktobra. Druga novost, ki pa je že velika uspešnica na slovenskih cestah, ne sicer še v novi različici, pa je novi Renault Clio. Spoznajmo Slovenko iz Pariza, ki ga je snovala. Gre res za veliko zgodbo o uspehu. 30 let je že na cesti, 15 milijonov avtomobilov je bilo prodanih. Je drugi model, ki se najbolje prodaja v Evropi. 3 stvari, ki bi jih pri avtomobilnosti izpostavili. Nova gradnja, nova platforma, druga infotainment, ki je s povečanim zaslonom, takšnim, kot ga dobite tudi v večjih Renaultih, recimo Espacu ali Talismanu. In pa tretja stvar, ki je, da je dejansko na voljo tudi v mehki hibridni različici. Četrta pa je, da verjetno na prvo žogo, tako kot pri 208-ici, ko boste takoj videli, da je to ta novi model, za tega ne boste opazili. Patriotsko gledano pa je najpomembnejše, da bodo novega Clia izdelovali tudi v revozu. Ja, zanimiv za naše ceste pa bo tudi Volkswagen Passat. 3 stvari, ki bi jih v avtomobilnosti izpostavili. Prva zagotovo, da je doživel facelift, a ostaja zvest svoji že tradicionalni obliki. Druga, posodobljen infotainment, se pravi vse, kar dobite znotraj kabine. Tretja Passatova novost pa je priključno hibridna različica s povečanim dosegom v električnem načinu, s čimer bo Passat tudi številnim Slovencem nudil vsakdanje vožnje brez emisij in brezskrbnost na daljših vožnjah. Škoda Kamik. Prva zadeva je zagotovo ime. Kamik pomeni v inuitskem, v eskimskem jeziku praktično druga koža. K na začetku in Q na koncu smo pri Škodi že vajeni, da gre za športnega terenca.
Tretja novost oziroma tretja stvar, ki pa ni več tako novost, je, da na Kitajskem ta model že obstaja. Četrti dodatek avtomobilnosti pa to, da so pri Škodi na znamko očitno postali še malo bolj ponosni, saj so jo napisali takole. Italijani so svojo novost zelo dobro skrivali. Alfa Romeo Tonale. Izgleda tale koncept v bistvu zelo blizu in to tudi obljubljajo, da bo zelo blizu tistemu, kar bo dejansko zapeljalo na ceste. Tonale, za tiste, ki se na geografijo malo bolje spoznate, veste, da gre tudi za prelaz, tako kot za Stelvio. In glede na velikost boste tudi uganili, da gre za malo nižji prelaz, kot je sam Stelvio. Te legende vam ni treba verjetno posebej predstavljati. Prva stvar, ki bi jo pri avtomobilnosti izpostavili, je, da gre za superšportnika, ki pa ni tako zelo drag kot recimo tisti, v kateri razred sodi. Druga je ta, da je zagotovo, tisti se boste spomnili iz zgodovine, nastala iz celice, ampak jo nato hitro prerastla in kot rečeno postala legenda. Tretja stvar, ki bi jo izpostavili, tudi zelo blizu naših meja, morda celo nastaja z našimi žulji in sicer v Magni v Gradcu. In pa še četrta, dodatek avtomobilnosti, ki pa je, da je Supro, ki jo je na dirkališču preizkušal tudi Akio Toyoda, šef Toyote, s tem prinesel nazaj dirkaški DNA. Ob vseh pomembnih avtomobilskih novostih, ki vam jih letos predstavljamo iz letošnje Ženeve, tako tistih, ki so zelo pomembni za slovenski avtomobilski trg, tako že v letošnjem letu, kot še bolj v prihodnjem, saj bojo krojili največji del prodajnega kolača, kot seveda tistih, ki sodijo prav v to ženevsko okolje, super športnikih in recimo super luksuznih športnih terencev, ki so namenjeni kupcem tukaj, pa recimo tistim v Arabskih Emiratih, na Kitajskem, pa tudi v Ameriki, smo lahko še posebej ob pogovoru z nekaterimi prvimi možmi avtomobilske industrije prebrali tudi letošnjo Ženevo med vrsticami. Zaznali smo ne zgolj neke vrste utrujenost in naveličanost, ampak razočaranje. Po eni strani je avtomobilska industrija v zadnjih letih seveda zelo močno pritisnjena ob tehnološki razvoj, katerega zelo močno forsira predvsem Evropska unija. Kot državljani Evropske unije bi morali biti na to še posebej ponosni. Avtomobilska industrija se odziva. Zmanjšanje izpustov v mestnih jedrih, uvajanje električnih avtomobilov, elektrifikacija celotnega voznega parka je nekaj, kar v avtomobilnosti večkrat povemo, trend, ki gre v pravo smer. Ampak kot to ne bi bilo dovolj in kot da to v zadnjih letih ne bi avtomobilska industrija že dovolj jasno sprejela in se elektrifikacije tudi lotila, se zdaj ukvarjajo še z dvema temama, ki sta vsak dan bolj žgoči. Brexit z evropsko industrijo močno povezano vprašanje, saj močno vpliva tako na prodajo kot na obdavčitev avtomobilov, ki se delajo v Evropski uniji ali se delajo v Angliji in potujejo sem in tja, kot seveda vprašanje ameriškega predsednika, za katerega iz dneva v dan bolj jasno postaja, da prej kot pomisli izreče, še prej pa dvakrat tvitne o tem, kako bo evropsko avtomobilsko industrijo dodatno obdavčil, ob tem pa močno pozablja, da je nekaj največjih izvoznikov iz Amerike prav evropskih podjetij, ki imajo v Ameriki tudi velike tovarne. Pa tudi Japonska, recimo Toyota in Mercedes sta že dva taka zelo pomembna igralca, ki na ameriškem trgu ustvarita ogromno avtomobilov, ki prav iz Amerike se razvozijo po celem svetu. Ampak potem je tukaj druga stran istega kovanca, da se nam avtomobilska industrija ne bi prehitro zasmilila. Iz leta v leto, v zadnjem desetletju, je ta beležila večje dobičke in boljše prodajne rezultate. Ne samo zaradi rastočega kitajskega trga, ampak tudi zaradi domačega evropskega. Ta se ohlaja. Za letošnje leto se predvideva, da bo ostala prodaja na približno taki ravni, kot je bila lansko leto. Tudi, ne spreglejmo, domač slovenski trg je zelo zanimiv. V zadnjih 7 letih se je prodaja avtomobilov dvignila za 22.000 avtomobilov in dosega že 78.000 prodanih avtomobilov v lanskem letu. Tudi za slovenski trg se predvideva nekolikšno ohlajanje in stabilizacija pri isti številki. Torej, avtomobilski industriji gre zelo dobro, prodaja je dobra, dobički so dobri. Prihodnost pa je v resnici negotova, pa ne samo zaradi elektrike, očitno tudi zaradi političnih igric, ki močno vplivajo na ta zelo velik ekonomski sektor.
V nadaljevanju oddaje vas pobaramo, ali bi podprli elektronsko omejitev hitrosti na 180 km/h. Pokažemo vam električne Audije, Seata z izmenljivimi baterijami, T-Rocka s slovenskim izpuhom, govorili pa smo z Robertom Lešnikom in še je v tej salonski oddaji. Med ženevskimi novostmi, ki so še posebej pritegnile našo pozornost, pa smo uvrstili Mazdo, ki je v Ženevo pripeljala novega križanca z imenom CX-30, ki bo zapolnil vrzel med dosedanjima CX-3 in CX-5. Lansko leto smo vam pokazali električni Hondin koncept Urban EV. Zdaj pa je Honda na ogled postavila še veliko bolj realno podobo prototipa E. Tako naj bi se namreč imenoval njihov atraktivni retrofuturistični mestni avtomobil. Volvo je skladno s svojo novo usmeritvijo, ki je prišla v veljavo skupaj z novim kitajskim lastnikom, ženevski salon ponovno izpustil. No, ne povsem. Razstavni prostor so zapolnili svojo avantgardno znamko Polestar ter predstavitvijo električnega modela Polestar 2. Audi na letošnjem ženevskem salonu in pa predvsem čez celo leto 2019 napoveduje pravo ofenzivo modelov, tudi takšnih povsem novih in predvsem, kar je pomembno, gnanih na električni pogon. Sabrina, novosti so tukaj, koncepti so tukaj in tudi v Slovenijo že prihajajo počasi. Res je, David, lahko povem, da bomo v Sloveniji premierno pokazali Audi e-tron že 4. aprila. Polnokrvni, čisti Audi, ki ima praktično enake lastnosti kot klasičen avtomobil, vendar ima električen pogon. Mislim, da bo pravi avto za Slovence. Kako težka je pripeljati elektrifikacijo avtomobilov na trg, kot je Slovenija? Ni enostavno, se strinjam, da bo Audi e-tron pravzaprav v začetku nišni produkt, vendar pa bo zagotovo postavljal trende električne mobilnosti. Lahko s temi začetki, zdaj že serijskimi, pričakujemo popolno elektrifikacijo v eni točki? Absolutno bi rekla da, vendar kako na dolgi rok ne znamo ceniti. Dejstvo pa je, da bo Audi do leta 2025 imel 12 popolnoma elektrificiranih avtomobilov. Ja, in smo na ženevskem avtomobilskem salonu pri Seatu in Cupri. Cupra letos praznuje prvo obletnico, ampak dajva najprej začeti, kaj je novega pri Seatu. Seat letos v Ženevi predstavlja svojo električno ofenzivo z novim povsem električnim avtomobilom Seat Elborn, ki je zasnovan na tovarniški platformi MEB, drugi v koncernu. Kaj pa je novega pri Cupri? Lahko poveva to, da recimo se predstavlja s prvim modelom, ki si ne deli imena s Seatom. Tako je, Cupra Formentor je v bistvu 100% zasnovan samo za znamko Cupra in nosi DNK znamke, res vso bistvo, ki smo ga želeli nekako sporočiti in v bistvu nagovoriti naše kupce. Torej, znamka Cupra tako vstopa v segment, kjer ne ponuja le tradicionalne Cuprine zmogljivosti, ampak prefinjenost, edinstvenost, občutek za dizajn in dovršenost. Je priključni hibrid, tako da v bistvu ga poganja tudi delno električni motor. Poleg električnega Seata in prve samostojne Cupre so Španci v Ženevo pripeljali tudi vozilce, ki smo ga spoznali že teden prej na kongresu mobilnosti v Barceloni.
Kongres mobilnosti v Barceloni prizorišče, kjer telefonski velikani predstavljajo novitete, kakršna je recimo tak poklopen telefon, ki v bistvu hoče biti tablica. A tako kot Las Vegaški sejem zabavne elektronike, tudi barcelonska predstava zanima vse več avtomobilistov. Tokrat je tu posredno nastopil Porsche, odprl je natečaj, s katerim išče partnere, ki bi ga najbolje digitaliziral. No, Mercedes-Benz je sem poslal brkatega Zečeja, da je pripravil predavanje, med avtomobilisti pa so bile seveda najbolj vidni domačini. Katalonski oziroma španski Seat, a tudi ta je predstavil vozilce, ki je avto samo na pol. Seat Minimo is a perfect vehicle for urban shared mobility, narrow and agile as a motorbike and safe and comfortable as a normal car. It reduces the operation cost for car sharing operators up to 50% compared to a normal electric vehicle. It has solutions like the battery swap system, where you are able to fully recharge your vehicle in a few minutes instead of hours by bringing the car into a hub and bringing it back. Električne avtomobile z izmenljivimi baterijami je pred leti neuspešno predstavljalo podjetje Better Place. Toda Seat ni še en osel, ki gre na led. Our battery swap system is different from what it was done by Better Place. It's replicating the model that actually the motor sharing operators are already doing in the motorbike world. So basically it's not swapping the whole battery, but single modules. Every module is 14 kilograms weight. And then the thing is, when you are doing car sharing in a free float mode, so you are able to park wherever you want in the city, and it's fully electric, you have the problem that when the battery is empty, you need someone that picks up the car, goes to recharging hub, recharges the car, brings it back where the demand is. And this is a process that is some hours. The car is then not available for the customers. In our case, same as motor sharing, you have someone with a van full of modules that goes directly to where the car park is, and then in just 4 minutes you replace the 4 batteries, the vehicle is ready for the next customer. The range it will be over 100 kilometers. Our aim is that the operators, they don't need to do more than 1 battery swap per day. Seveda pri tem malem Seatu ne moremo mimo primerjave s Twizyjem. The only thing that we share with the Renault Twizy is the 1+1 configuration, so driver and passenger behind, which is at the end the only possible configuration if you want to do a vehicle that is as narrow as possible with low footprint. So there's no more magic behind. Seat je torej tista znamka družine Volkswagen, ki je dobila nalogo, da družbo pretransformira v ponudnika mobilnosti prihodnosti. Zakaj? Zato, ker je doma v Barceloni. In Barcelona je mesto, ki se vse bolj oblikuje v Silicijevo dolino Evrope. We have been pointed by the Volkswagen Group as leaders for the whole micromobility strategy. So because we are the brand with headquarters next to Barcelona, so a big city, but also a city that is quite front runner on smart mobility, and also with a huge cultural heritage also on the kind of motorbike and scooter use. So taking all these factors and having a good relationship with the city council and all the local stakeholders for many years, it's a great environment to think on this kind of new mobility solutions, both on the hardware side, but also on the service side. A če je Seat postal glavni Volkswagenov razvojnik za področje mikromobilnosti, to nikakor ne pomeni, da bodo vsi tovrstni pripomočki za urbano mobilnost tega koncerna opremljeni s Seatovo značko. Še zdaleč ne. Dokaz je tokratna Škodina premiera. You came on the stage with a very special, let's say, moving device. Well, indeed, micromobility will play a decisive role in the future, especially for big cities. And as we started our business more than 24 years ago with bicycles, with a single-tracked vehicle, we thought we should rethink everything and go for a courageous way. And this is a perfect crossover which combines all the advantages from an e-bike, from an e-motorbike or an e-scooter, because it's lightweight. It offers a range of up to 60 kilometers. A maximum speed of 45 kilometers an hour, which is really fast for a single-track vehicle, nearly maintenance-free. And the good thing is you don't have to pedal anymore. If we offer it, it would come with curve ABS, with a cruise control, with a function on demand, with a seamless smartphone connection, geofencing. So everything which comes along with digitalization will be offered with this vehicle as well. Ja, ženevske novosti nadaljujemo pri Jeepu in sicer
Prva zadeva, ki bi jo izpostavil tako pri Kompassu kot pri Renegadu je, da bosta od zdaj naprej oziroma že z letošnjim letom postala oziroma prišla na evropske trge elektrificirana v plug-in različici. Druga, ta plug-in naj bi jima omogočal 50-kilometrski doseg in najvišjo hitrost 130 km/h. Tretja je, da sta klena terenca štirikolesna gnana tudi z električnim pogonom in pa seveda dodatek avtomobilnosti, ki pravi, da glede na to, da je Renegade narejen na isti osnovi kot Fiat 500X, lahko tudi brata pričakujemo verjetno kmalu v električni oziroma vsaj plug-in izvedbi. Na sejmišču smo srečali tudi našega rojaka Roberta Lešnika, ki je zaslužen za zunanji videz vseh modernih Mercedesov. Poklepetali smo o trendu, ki ga začenja njegov novi električni kombi. Mi je pa zanimivo, da kažejo vsi te Mercedesi prihodnosti eno zanimivo osvetlitev, vsaj kar se tiče ledice, zelo lepe, linija, ki je postavljena na grill. Je to neka novost, ki zna v avtomobilski industriji priti tudi? Ja, definitivno je recimo oblikovanje luči nekaj posebnega. Zanimivo je tudi, da je praktično vse prepovedano. Vsaka ideja, ki jo imaš kot oblikovalec, je praktično dobiš po prstih, ne, je prepovedana. Zakonodaja tega ne dovoljuje. Še ne. Ampak zanimivo je, da smo mi našli mogoče, kaj pa vem, luknjo v zakonu, seveda nič ilegalnega, vse je to compliant, ampak smo našli možnost v Ameriki voziti čez dan z dnevnimi nočmi v obliki tega lightband, te povezave med žarometi. Kar drugače ne bi bilo možno? Ne, na drugih trgih tudi v Sloveniji to ni dovoljeno, razen po noči je to dovoljeno. Edini trg na svetu, ameriški, to dovoljuje in ta naš EQC tudi ima ne samo ta lightband, ampak ima tudi osvetljeno zvezdo. Naša zvezda Mercedesova tudi čez dan je osvetljena in to je definitivno en popolnoma nov dizajn, nov izraz sprednjega dela, ki ga bomo videli ne samo pri EQC, ampak tudi pri naslednjih avtomobilih. Na sejmišču pa smo našli še en avtomobil, ki je v ključni podrobnosti slovenski. Najmočnejši T-Roc je namreč dobil Akrapovičev izpuh. We are very proud that we can work with Akrapovič. And I've got more than 20 years relationship with him, with the big boss, and we have the same understanding of cars, of performance, and it's very important. It's not just how it looks or that it is lighter because it is from titanium, but it's also, it has to match into the philosophy of the car, into the performance feel, the sound, and also the power and the throttle and the acceleration, and everything has to be like one. And with that, we have in Akrapovič, we have the perfect partner who fully understands and has the same philosophy as we have. Kot vselej so tik pred odprtjem ženevskega salona izbrali tudi Evropski avto leta. Edini slovenski predstavnik je tudi naš strokovni sodelavec Sebastian Plevnjak. Za letošnji izbor lahko rečemo, da je bil zelo poseben. Že sam začetek glasovanja je namigoval, da bo zanimivo in dejansko je bilo zanimivo vse do konca. Kaj je zanimivo? Na koncu je bilo pravzaprav izenačeno, dobili smo 2 zmagovalca, kar pa je pravzaprav nedopustno. Zato smo šli v nekakšne podaljške, kjer so odločali posamezni glasovi žirantov. Zelo majhno prednostjo je na koncu zmagal Jaguar I-Pace pred Alpino. Jaguar I-Pace je bil moj favorit, Alpini sem dal pa 0 točk z enim tehnim razlogom. Tega avtomobila se v Sloveniji ne da kupiti. Ena od večjih zanimivosti je pa seveda ta, da na tem salonu zmagovalca obiskovalci ne morejo občudovati, niti drugovrščenega, pa ne nazadnje tudi slovenskega avta leta Forda Focusa tukaj ni. Tudi v Ženevi je čas za našo anketo in prejšnjo ste zelo dobro klikali, moramo pohvaliti. 6700 odgovorov smo dobili in rezultati. 40% vas je za to, da ostanejo omejitve 130 km/h enake kot so zdaj. 18% bi vas to spustilo za 10 km/h in pa za 10 km/h bi dvignilo 42% tistih, ki smo jih oziroma ki ste kliknili na našo anketo. Zdaj pa nova. Vabimo vas k novemu vprašanju na MMC-ju in sicer spet povezano s hitrostjo, ampak tokrat čisto na drugi strani. Tokrat vas sprašujemo, ali se vam zdi smiselno omejiti elektronsko hitrost na 180 km/h, kar se zdi, da bo postala nekakšna
meja pri električnih avtomobilih. Tako kot je meja nedogovorjena meja pri bencinskih avtomobilih nastala nekje pri 250 km/h. V avtomobilnosti takoj dava zraven komentar, ali je sploh smiselno delati električne avtomobile, ki grejo tako hitro, ker znano je, da je tam poraba daleč najvišja, prav tako kot se nam ne zdi smiselno vlagati v razvoj velikih, težkih športnih terencev na električni pogon, ki so prav tako okoljsko zelo vprašljivi. No, in teh bomo kar nekaj videli v naslednji oddaji, malo bolj za avtoromantike.